Glede na rezultate državne volilne komisije se je v parlament uvrstilo po zbranih glasovih 9 strank ter 2 poslanca iz narodnih skupnosti, ki jima 2 sedeža pripadata že po zakonu. SDS je dobila 25 sedežev, Lista Marjana Šarca 13, Socialni demokrati 10, prav tako tudi Cerarjeva stranka Modernega centra. Levica ima 9 stolčkov, Nova Slovenija, Krščanski demokrati pa 7. Stranka Alenke Bratušek in Desus imata vsak zase 5 sedežev. Jelinčičeva SNS pa je dobila 4. 2 stola pa pripadata manjšinam. Janez Janša in njegova SDS se žal še ne moreta veseliti svoje zmage, vsaj ne v taki meri, kot da bi bili absolutni zmagovalci. Kljub njegovi trdni volji, da bo sestavil koalicijo, je vse preveč strank mnenja, da z njim ne bo sodelovalo. Mi bomo naredili vse, da sestavimo trdno, stabilno vlado, ki bo delala za dobro Slovenije. Če nam to ne bo uspelo, bomo zaploskali tistemu, ki se bo lotil tega projekta. Zagotovo Slovenska demokratska stranka bo delala za dobro Slovenije in za dobro slovenskega človeka, ne glede na to, ali bo v vladi ali v opoziciji. Marjan Šarec, ki je sicer na drugem mestu, je še 2 dneva pred volitvami dejal, da ne bo šel v koalicijo z Janšo. Pri tem stališču je vztrajal tudi po včeraj objavljenih rezultatih. Na tem mestu naj relativnemu zmagovalcu teh volitev izrečem čestitko, čeprav mi ostajamo pri svojih besedah, ki smo jih govorili že v kampanji, da se v koaliciji s stranko SDS ne vidimo. Zato jim želimo srečo pri sestavljanju koalicije. Težje kot razdelitev stolov pa je sestavljanje koalicije. V najslabšem scenariju se lahko zgodi, da bomo ostali brez vlade, če Janša ne bo mogel zbrati zaveznikov. Zame je najbolj pereče vprašanje to, zakaj obstaja toliko predsednikov političnih strank, ki niso pripravljeni iti v koalicijo z zmagovalcem. Skratka, to vprašanje, kaj stranka SDS počne in kaj počne njen predsednik, da se zdi sodelovanje z njimi nemožno. Vprašanje je torej, kdo je zdaj problematičen. Janša, njegova stranka, leve stranke ali njeni predsedniki. Pravzaprav mandatar ne bi bil Janez Janša, ampak nekdo drug iz stranke SDS, ki mogoče ne bi bil tako problematičen. Ampak to je stvar notranje politike SDS-a. V vsakem primeru pa to ostaja vprašanje, kaj pravzaprav pove o volitvah to, da ljudje podprejo eno stranko, ki jo vodi ena oseba, medtem ko na drugi strani so to isto volivci, pravzaprav, se pravi predsedniki drugih strank, ki zavračajo pravzaprav voljo ljudstva. Kaj pa, če vendarle ne bi mogel sestaviti vlade nihče in bi prišlo do novih volitev? Kdo bi bil takrat zmagovalec in kdo poraženec? Pravzaprav največji poraženec tega drugega kroga bil pravzaprav gospod Marjan Šarec. Zaradi česa mislim, da bo res, če pride do možnosti, da sestavi vlado, poskušal res narediti vse, ker res mislim, da se on tega zaveda, da bi v tem krogu, če njemu ne uspe, bi potem to delovalo, kot da ni sposoben. Torej bi pravzaprav moralo biti zdaj vsem v interesu, da se vlado čim prej sestavi, tako levim kot desnim strankam, nenazadnje pa tudi volivcem in sindikatom, ki že čakajo na nov krog pogajanj.